Darilo kitajski industriji. Tako načrt, da Evropa popolnoma prepove avtomobile z motorji na notranje izgorevanje po letu 2035, označujejo v Italiji in pa v Nemčiji. Nasprotovanje uredbi, ki jo je že potrdil Evropski parlament, pa napovedujeta tudi Poljska ter Bolgarija. Končno glasovanje o pokopu motorjev na naftne derivate bi moralo biti izvedeno jutri, a je zaradi nasprotovanja četverice prestavljeno za nedoločen čas. Razprava o prihodnosti evropske mobilnosti ostaja vroča. Kaj nas torej čaka, je preveril Marko Gregorc. Ne čez 12 let avtomobilska prihodnost je že tu, pravijo v centru mobilne prihodnosti ID Hub v Ljubljani. Avto se požge na tak način, da se stopi v zavoro. Na zavoro pri polni elektrifikaciji pa bi zdaj stopili tudi Italijani in Nemci. Prehod na brezogljično mobilnost v pičlih 12 letih se jim zdi preambiciozen. Nekatere ocene danes kažejo, da bi v Evropi lahko voznega parka elektrificirali samo z baterijami približno 1/3. Za preostanek bi se morali preusmeriti v sintetična goriva in vodik, ocenjuje predsednik AMZS. Pri Volkswagenu pa z načrti Evrope nimajo težav. V podjetju to odločitev vsekakor pozdravljamo. Hkrati pa moram povedati, da za nas pravzaprav tukaj neke spremembe ni. Volkswagen namerava namreč izdelavo električnih avtomobilov v svoji zeleni zavezi dvigniti na 70% že do leta 2030. Da avtomobilska industrija druge izbire kot slediti trendu elektrifikacije niti nima, meni europoslanec Klemen Grošelj, ki je uredbo v februarju podprl. Jaz verjamem, da na koncu bo dosežen nek kompromis, ki bo omogočil, da bo Evropska unija na koncu dosegla te podnebne cilje. Mi smo tako zelo v zaostanku, da karkoli naredimo je super. V Evropski ljudski stranki pa dvomijo v brezmadežnost električnih avtomobilov. Za manj je, kar delajo sedaj Nemci, da kurijo lignit, po drugi strani pa uporabljajo električne avtomobile. Hkrati pa svarijo še pred Havana efektom. Pojav, ko bodo ceste zaradi nezmožnosti nabave novih avtomobilov preplavili starodobniki. Trenutno je definitivno cena električnega vozila nad ceno vozila z notranjim izgorevanjem. A se strošek avtomobila lahko zniža na dolgi rok, pravi Hrastar. Težava pa je lahko pri dostopu do polnilnic. Nova mobilnost, kakršnakoli bo, ne sme biti slabša od te, ki jo imamo danes, pa opozarjajo na Avtomoto zvezi. Da bo enako dostopna in da bo hkrati bolj trajnostna. Lani je bil v Sloveniji med novoregistriranimi električni komaj vsak 20. avtomobil. Kot kaže